V petek po 5. uri popoldan je promet okrog krožišča na Glavnem trgu preko Starega mosta in okrog Trga Revolucije potekal nekoliko drugače kot sicer. Omenjeno traso so organizirano zasedli kolesarji, ki so kljub dežju izvedli načrtovano simulacijo v prometu. Dogodek Critical Mass, kritična masa, kolesarska parada. V bistvu Mariborska kolesarska mreža je pripravila opozorilno in hkrati tudi izobraževalno akcijo za kolesarje. Mariborska kolesarska mreža je aktivna že več let. Njihov trud za izboljšanje kolesarske infrastrukture pa se še ne končuje. Želimo opozoriti, da je kolesarske steze v Mariboru niso tako urejene, kot bi si mi želeli. Predvsem niso varne, udobne in pa povezane. Zato, ker je moj ati popravila kolesa. Jaz vem, zato, ker bomo naj naredijo kolesarsko progo. Kolesarskih stez v Mariboru je vse več, a končen cilj še ni dosežen. Po drugi strani pa želimo tudi izobraževati kolesarje in pokazati, na kak način v takšni obstoječi infrastrukturi sploh pravilno kolesariti in pa biti vključen v promet kot kolesar. Kolesarji še zmeraj sodijo v eno najbolj ranljivih skupin v prometu. Reševanja problematike pa se je treba po besedah Josipa Rotarja lotiti sistematično. V bistvu je treba ves čas to delati, zaradi tega, ker je razvoj kolesarjenja, če se tega ne lotimo z nekim pristopom sistematičnim in pa z nekimi promocijskimi in pa izobraževalnimi akcijami, se nam dogaja to, da vedno več kolesarjev je nezadovoljnih, je tudi udeleženo v nesrečah, tako da je to treba, če želimo neki trend spremeniti na bolje in pa bi želeli, da je Maribor postane kolesarjem prijazno mesto. Idej in načrtov strani Mariborske kolesarske mreže je še veliko. Bolj kot lepotnih popravkov si želijo resnih posegov v trenutno stanje, ki za kolesarje še ni najbolj prijazno. Mi bi si želeli predvsem to, da bi sistemski pristop občine bil malo bolj na nivoju in pa da bi temu primerna bila tudi vlaganja v infrastrukturo, da ne bi bili samo lepotni popravki na recimo barvanje pločnikov in tako dalje, ampak da se dejansko potem nekaj zgodi. Ob vsej dolžini reke Drave se ljudi povezuje z Dravsko kolesarsko potjo, o kateri se govori na veliko, vendar ta še ni končana. To je zelo pozitiven projekt. Tu v bistvu potekajo stvari parcialno, ker je vključenih 18 občin, tako da dosti je že bilo narejenega, je pa še kar nekaj treba postoriti. Ob izboljšanju stanja kolesarskih stez v Mariboru je za pričakovati, da se bo vse več ljudi namesto za avto odločilo za kolo. To lahko na trenutno prometno obremenjenost mestnega središča vpliva zelo ugodno.